preteklih minutah, sploh ko so spremljale dekleta zaključek ekipne tekme pod tvojim komentatorskim mestom. Videli smo tudi veselje in kako so lepo pozdravile vse tiste, ki so vztrajali do poznega popoldneva. Pa gremo najprej Devi Terčelj, splačalo se vztrajati do poznega popoldneva. Nagradili ste ne samo sebe, pač pa tudi vse prisotne na tem evropskem prvenstvu, današnjem tekmovalnem dnevu na najljubši možen način zlato medaljo. Čestitke. Ja, hvala, res v bistvu res najlepši zaključek dneva. Mislim, da skozi cel dan smo se vsi res borili, smo si želeli res imeti dobrih voženj in tako v bistvu zaključiti z naslovom evropskih prvakinj res nekaj. Tudi vprašanje morda za preostali dve, komu je bilo najtežje v tej postavitvi, v tem vrstnem redu, bili ste prvi na progi, kako smo ugibali, ali bo čas dovolj hiter, tudi preostale reprezentance so imele kar nekaj težav, da so se nekako preborile, torej prek ciljne črte. Kako je bilo ajde na progi? Ja, danes je res nekako težka postavitev, oziroma bolj kot to je težka voda. Kot smo že videli v finalu, je veliko dobrih tekmovalcev delali napake, tako da mi smo se pač probali ujeti ritem in tudi ko so se neke naše napake pojavile, smo pač probali to rešiti in ustrajati in na koncu se je res šlo tako kot se je, tako da smo zelo veseli. Eva, Alina, tudi z vašo pomočjo prava ekipna zmaga, lahko rečemo, ampak nasmehi na obrazu povejo pa vse. Ja, sigurno. Meni se zdi, da smo presrečne. Jaz sem zelo zadovoljna, kako smo oddelale in ja, da smo se borile in tudi, če se je kakšna manjša napaka pojavila, da smo jo takoj rešile, smo nadaljevale. Ja, se mi zdi, da res, kot je Eva rekla, vrhunski zaključek dneva. Kakšen je bil pa občutek, ko ste bile v cilju, pa ste potem spremljali preostale reprezentance? Ste verjele, ne vem, katera bo prva odgovorila? Ja, vedno boljši, ne. Vsakič, ko je šla kakšna dol, smo v bistvu videli, da naš čas sploh ni bil tako slab, da smo v bistvu konkurenčne in potem se je začela nasmihati medalja počasi. Ja, jaz sem bila najprej v bistvu malo skeptična, ker smo bile prve, da bomo ostalim ekipam pokazali recept za uspeh, ampak vseeno očitno proga zahtevna in je bilo težko ponoviti možno brez večjih napak. Ja, meni se zdi, lahko še priznam to, da vmes, da si bilo kar malo strah, da bomo slučajno spet četrte, da bomo spet imeli malo smole, ker smo že velikrat bile na tem nehvaležnem mestu, ampak pol so reprezentance prišla v cilj za nami, naredile so veliko napak in mi smo ostali na prvem mestu in potem najprej smo bili zelo veseli, ker smo ugotovili, da imamo že medaljo in potem, ker smo ugotovili, da imamo zlato medaljo, smo bili še presrečne. In še tole, če skočimo malce v preteklost, Eva, Alina, vi ste vstopili v zlati klub, vidite pa veste, kako je v zlatem klubu in to v Tacni. Ja, res je v bistvu ta medalja obudila tudi zelo lepe spomine iz prejšnjega evropskega prvenstva. Jaz sem presrečna, da nam je res uspelo to ponoviti, ker ni samoumevno, ker je vsem težko, ekipe so zelo dobre in res sem vesela, da nam je uspelo danes. Še Eva? Se strinjam s Evo, Alino in Ajdo. Hvala lepa.